Že tukaj Valentin, ura je 9. Danes bom pa govoril o živalih. Predlagam, da se za boljše razumevanje tega, kar bom danes povedal, pogledate naprej še moj včerajšnji video posnetek. In začenjam z poslušanjem meddimenzijskih intervjujev z živalmi. Torej, meddimenzijski intervju, meddimenzijski portal je način komunikacije, preko katerega lahko živali neposredno v človeški obliki sporočajo določene informacije. In skozi ta meddimenzijski portal je do zdaj prišlo okoli 20 različnih vrst živali in vsi so govorili o določenih stvareh, kako dojemajo svoje fizično telo, kakšna je njihova vloga v tem svetu, kako vidijo ljudi, okolico okoli sebe, pa tudi glede njihovih prehranskih navad. In danes bom nekaj malega povedal o tem, kar sem si zapomnil, da so povedale določene živali, katerih intervjuje sem poslušal. Pa bom najprej začel z ovco. Ovca je žival, ki je precej opisana tudi v raznih verskih knjigah, kjer se recimo govori, da ne bomo ljudje kot ovce, da ne kot ovce sledimo Jezusa ali Boga. Torej, ovca je nek simbol poslušnosti, ponižnosti, slepega sledenja. In ja, ovce so imele prav to vlogo v tem stvarstvu. Še preden je prišlo do zgoščevanja snovi in do strjevanja materije do take stopnje, kot jo imamo sedaj, so bile ovce sprogramirani sistemi bitja, ki so imela vlogo nekako vohunov, da so meddimenzijska bitja nadzorovala ljudi in jim potem poročala, kaj se z ljudmi dogaja. Zato je bila na začetku za vsakega človeka, ki je obstajal, dodeljena ena ovca, ki je tega človeka povsod sledila. Potem pa, ko se je sistem na Zemlji preoblikoval, ko se je sprogramiral kolektivni ko se je drugačna oblika meddimenzijskega nadzora uveljavila, so ovce izgubile to svojo vlogo in niso več sledile vsakega človeka posebej. Zato so se začele združevati in nahajati tudi na področjih, kjer ni več človeka. Imajo pa še vedno določeno sposobnost videnja, čutenja, zaznavanja, zelo natančno, do vsake molekule natančno, kot neke vrste meddimenzijski ali rentgenski vid. Zato recimo, ko ovce, ko se prehranjujejo, so v zelo tesni komunikaciji z predmeti, ki jih jejo, recimo za travo, in natančno pogledajo, v kateri bilki je določena vrsta snovi, ki jo potrebujejo za svoje fizično telo. Potem zelo podobno funkcijo so imele tudi sove.
Sove so živali, ki imajo izrazito veliko glavo in velike oči in vsako oko lahko premikajo v svojo smer. In sove so bile tudi bitja, ki so imela vohunsko nalogo in zato tudi lahko letijo, da lahko zasledujejo predmet zasledovanja na različne lokacije. Sove so bile kot neke vrste kamere, ki so opazovale razvoj ljudi in drugih bitij tukaj na tem svetu. In vse te informacije so potem zapisovale v svoj polnilnik. In ko je bil ta polnilnik poln, so določena bitja, ki so bila v vlogi kreatorjev, te informacije pogledale, prečrpale, spraznile polnilnik in spet vrnile sove v naše okolje. Potem pa spet v kasnejši razvojni stopnji se je zgradil sistem neke vrstega direktnega holografskega projiciranja sovinega vida, tako da niso več shranjevale informacij in ni bilo več potrebno polnilnika prazniti, ampak so se sproti te informacije v realnem času kanalizirale do določenih bitij, ki so nadzorovale razvoj našega sveta. Potem slon. Slon je ena izmed večjih živali na tem svetu. Ljudje bi lahko njihovo gibanje interpretirali kot zelo okorno, toda sloni svoje lastno telo zaznavajo kot zelo mehko, lahko. In nekdaj so sloni živeli v območjih z večjo zračno vlago in njihova koža je bila sluzasta, ker so večino vlage dobivali skozi kožo, so enostavno popili skozi kožo. Potem pa zaradi evolucije in razvoja človeka se jim je zmanjševalo to njihovo idealno naravno okolje in so se morali seliti na druge predele sveta, da so pobegnili pred človekom, in potem je njihova koža postala bolj trda, hrapava. In še vedno imajo potrebo, da svojo kožo vlažijo, ker tudi dihajo skozi svojo kožo in tudi pijejo skozi svojo kožo. In to so recimo take zanimivosti, da ne bom šel preveč v globino razlage vsake živali, ker toliko je nekih specifičnih informacij, da se je kar težko vse zapomniti in potem prevesti v slovenski jezik in še te razne kompleksne pojme interpretirati, da bi vsak razumel te stvari. Zato vsakega, ki želi zvedeti drugačno perspektivo glede tega, kaj so živali, kako dojemajo samega sebe in ta svet in kaj je bila in kakšna je sedaj njihova vloga, da si poslušajo te tako imenovane meddimenzijske intervjuje z živalmi. Povezavo do teh videoposnetkov oziroma audioposnetkov najdete v opisu tega videoposnetka. Vsekakor živali sporočajo ugotovitev, da ljudje ta svet zelo izčrpavamo, da izrivamo živali iz njihovega okolja, da jim primanjkuje hranil v okolici, zato ker ljudje zastrupljamo
ta svet. In večina živali zelo trpi, pomanjkanje, umirajo. Zato je priporočljivo, da ljudje vse bolj te stvari ozavestimo, da se zavedamo, kako uničujoča živa bitja smo in da začnemo s tem svetom bolj odgovorno upravljati, ter da vzpostavimo princip ravnovesja med vsemi živimi bitji, da smo odgovorni gospodarji tega sveta, da se osvobodimo svojega egoizma, skrbi samo za svoj lasten človeški obstoj, ampak da začnemo obravnavati tudi druga živa bitja kot sestavni del nas samih, sestavni del tega stvarstva. Toliko v razmislek, lepo se imejte in nasvidenje.